Treme oziroma vznemirjanja ni neki. Pred počitnicami smo njih pisali slovenščino, tako da za slovenščino se nismo, po mojem, neki veliko pripravljali. Tudi učitelji ne posvečajo časa pri pouku na PZ-ju, tako da posledično tudi učencem ni toliko pomemben. Ampak za matematiko pa fiziko se pa verjetno boga. Takrat, ko so na PZ-ji, je v šoli tudi ful drugih obveznosti in ponavadi damo te pred na PZ-je. Pač itak nam to se ne šteje neki zasebno. Jaz bi pa rekel, da malo vznemirjanja je. Po mojem, da je vseh malo strah, zato ker se vsem zgodi tako samo v 6. pa v 9. Tako da je to neka posebna priložnost, da zaključimo 9. razred. Devetošolci poročajo, da so jim bila besedila o ljubezni in spanju, iz katerih so izhajale naloge, všeč, preverjanje pa ni bilo zahtevno. So pa morali napisati tudi zaokroženo besedilo. Lani sta v raziskovalni nalogi učenki z osnovne šole Elvire Vatovec Prade ugotovili, da kratka sporočila vplivajo na pisno izražanje mladih v šoli. Na listke, ki si jih mi pač tako po razredu pošiljamo, pišemo enako neslovnično, slengovsko, kot mi pišemo na pač sporočila na telefonu, ne pa kot pač zaokrožena besedila. Jaz sem se mogla kar potruditi, da sem se lepo zbrala in sem pa lahko lepo preklopila na to, da pač moram pisati knjižno, kot je refleksija, ne, pač normalno pišeš knjižno, pa greš recimo domov, pa tipkaš, pa tudi normalno preklopaš v neknjižni jezik. Pri zaokroženih besedilih moraš res paziti, da v knjižni jezik uporabljaš nobenega slenga. Ne tako sleng izraz, ampak pač angleški izraz, pa da se nisem pol v slovenščini spomnila, nekako se reče. Pač moraš dlje misliti, kaj pišeš, a ne, moraš napisati Daljše besedilo. V bistvu smo že kar navajeni, ne, že kar od začetka šole nas učijo, da pišemo knjižno, ne samo na testih. Hkrati tudi tako pri pisanju zaokroženih besedil, ne, se ti trudiš, da je zgradba lepa, pa da se stavki povezujejo, pri pač sporočilih pa pač tako napišeš, kaj je bistvo in to je to. Že lani in leto poprej je RIC na podlagi napak učencev učiteljev opozoril, naj v pouk pogosteje vključujejo dejavnosti, pri katerih učenci sproti presojajo jezikovno pravilnost in slogovno ustreznost svojih besedil. Učenci z osnovne šole Domžale pa pravijo, da zelo pomaga tudi branje knjig. Prve informacije o uspehu na letošnjih NPZ-jih bodo devetošolci dobili 3. junija.